Veš kaj, Primož, danes imam pa kar tako malo nostalgičen občutek. Jaz bi se kar najraje vrnil v čase, ko je bila to ena najbolj popularnih izvedenk avta pa pogonskega agregata za naše družine. Pa mogoče se je še danes za marsikoga, ampak pač z vsem tem, kar danes prihaja na trg, je v bistvu to skoraj da neizumirajoča vrsta. Tole danes med nama je že 7. generacija Volkswagen Passata, enega najbolj popularnih avtov, se mi zdi, da za slovenske družine, pa tudi za firme, za vse možno. In točno v taki kombinaciji, ki se mi zdi, da ga imamo vsi najrajši. V karavanski izvedenki pa z dizelskim srcem pod pokrovom. In s to generacijo smo se tudi poslovili od limuzinske oblike. Na voljo je sem še kot karavan. In se mi zdi, oziroma upam si reči, da nas ni prav veliko, oziroma vas ne bo prav veliko pogrešali te limuzinske oblike, lahko da se pa motim. In tudi upam si trditi, da je v bistvu tu res ljubljenec slovenskih src, je res popularen, vidimo ga povsod. In še kot ena zanimivost, ta avto dejansko je službeni avto. Zdaj pa, ko vsi vemo, kjer avto gre najhitrej, pa ne se ne hecam se, ampak evo, ko sva ja že pri limuzini, jaz tudi mislim, da pač tisti, ki je vzel limuzino, je mogel imeti res nek poseben razlog za to, ker pač glavni atribut karavana seveda velik prtljažnik, poleg prostorne kabine. Tako da tale kombinacija v mojem srcu še zmer špila. Si ga pogledamo malo bližje. Sprednja maska, jaz moram priznati, že na začetku mi je bila ful bolj všeč pri Airline paketu, ki je tak malo bolj športen, malo bolj izpopolnjen spredi, ampak v živo se mi pa tudi tale zelo dopade. Prva stvar, seveda na novo imamo zdaj IQ Light sprednje matrične luči, ki jih povezuje tudi tale LED bar na sredini. Razmak je edin tukaj pri znaku, v katerem imamo tudi kamero za 360-stopinjski pogled. Je pa zdaj po novem tale spodnja maska za zajem zraka precej večja, tale tukaj zgori pa v bistvu služi samo še za okras. Spodaj imamo tudi senzor za radarski tempomat, pa tudi par kromiranih letvic. Mogoče biste rekli, da stranski profil tega Passata ni nič poseben, ampak temu ni čistek. Ima 17-palčna zimska platišča z zimskimi pneumatikami, v originalu oziroma drugače z letnim setom pa dobite taka več kraka, ki mu res ful pašejo. Ima kromirane letvice okrog stekel, strešne sani, pa za pohvaliti je, da v bistvu vse 4 kljuke imajo keyless, kar pomeni, da je v bistvu dostop do notranjosti kabine dosti bolj simpel. Pa še ena stvar, s to generacijo Passata tale zadnja linija oziroma strešna linija jih malo pada, jih tako malo bolj kupejevska, se mi zdi, da mu ful paše. Pri tem IQ paketu luči, ki sem ga pokazal že spredaj, pa spada tudi zadnji del luči. Te pridejo v LED tehniki v temnem ohišju in so povezane tudi tukaj čez prtljažna vrata. Zdaj, pri tistem, ki tega nima, pa tukaj na sredini potem ni ledice, ampak je samo črna obroba. Črna obroba je tudi na spodnjem delu odbijača, ki deluje kot nek difuzor. Mi je pa zelo všeč, da se tukaj niso odločili za tiste fake izpuhe, ki so bili ful aktualni pri prejšnjem modelu, boljš, da je v bistvu vse skupaj skrito in se ne pretvarjamo, da bo imel kakšen zvok, ker ga pač nima, ker je dizel. Tukaj imamo seveda tudi prtljažna vrata, ki se elektronsko odpirajo. Zdaj pa tistih 11 cm, ki jih je ta Passat z novim modelom pridobil, se najbolj poznajo tudi v prtljažniku. Ta znaša 690 litrov in je res ogromna jama. In večjih atributov Passata je zagotovo prostorna notranjost in tukaj na zadnji klopi oziroma na zadnjih sedežih tukaj je res ogromno prostora. Jaz ne vem, če vi vidite, ampak sprednji sedež je nastavljen na andraža in to je noro. Jaz sem tukaj še po mojenih 20 cm do sedeža. To je res kar, mislim, velik napredek. Sej že prejšnji Passat je bil ful prostoren, ampak tukaj se pa to še toliko bolj pozna. Pa še ena stvar je napredek v materialih. Koliko je vse noter bolj premijskega občutka, malo bolj minimalističen dizajn, pa obenem tudi ful več delov je oblazinjenih, tako da tam, ko se ponovadi butate z rokami, z nogami, je zdaj v bistvu vse ali imitacija usnja, ali kakšna mehka plastika, tako da ta del je zelo za pohvaliti. Pa že pri prejšnjem en tak zanimiv dodatek mi je bilo ful všeč, ker so v bistvu tile notranji predali oziroma predali v vratih bili v bistvu v tekstilu. Se vem, da imajo tudi kakšni drugi avti, ampak se mi zdi res luštno. Ja, marsikje to pozabijo in še takrat, ko avto pripeleš domov, pa ga pol v bistvu založiš s tvojimi stvarmi, ki jih začne enkrat premetavati okrog, pol ugotoviš, joj, to me bo pa motala, ne. Pa recimo ambientalno osvetlitev imamo v bistvu spredaj, v vratih, v armaturni plošč, pa tudi v zadnjih vratih. Tako da eni taki detajli, ki res naredijo posebenega.
Pol ima tale, ki je v bistvu v paketu Elegance, ima še senčni rolo za stranska stekla, pač hudo, no. Se mi zdi, da to res pride prav in pri družinah in pri kakšnih poslovnih potehah, pri službenih potehah. Praktično povsod, ne, sploh če sediš zadaj, vsaj jaz vem, mene dostikrat zmanjka, če imam dosti zaupanja v voznika in tale rolo, pa še spalni paket, kar fajn pridejo in se v bistvu lahko malo odpočiješ na kakšni daljši vožnji. Pa še to moram reči, ko si omenil to ambientalno osvetlitev. Dostikrat se vprašam pri kakšnih drugih proizvajalcih, kaj so tukaj mislili, da jo daje, ne vem, samo v sprednja vrata. Koliko dejansko dodatno stane, da daje še v zadnja vrata, ker je elektrika že tam, panele treba lih tako narediti, tako da včasih kar malo ne razumem, no, pri kakšnih stvarih, ki se špara. Pa ko so že bila prej tudi pri udobju, v bistvu ogrevan sprednji sedeži, možnost imaš tudi zadnjih, ogrevan volan, ta delno usnje z res finim tekstilom, to je res hudo, no. Ja, pa mislim, da tukaj pri tem Passatu je zdaj tudi opcija tega daljinskega ogrevanja sprednjega stekla, se pravi brez žičnega, ne, da nimaš tistih žičk, ampak je v bistvu vse skupaj dosti nevidno in lih tako v bistvu v mrzlih zimskih jutrih poskrbi, da se ta šipa 1, 2, 3 odtaja, pa zimski paket. Pa mene je ful navdušila tudi masaža, zato ker je dejansko imaš občutek, da te nekdo buta od odzadaj, da te masira, ne pri enih avtih, ki se sam pač blazine počasno napihujejo, pa rečeš, ok, to je zdaj, da bi se sam malo prestavljal po sedežu sem pa tja. Tle pa res konkretno se čutno, tako da je kar zelo sproščujoče se vidi, da tle razmišljajo, da se pač te Passate voz na daljše razdalje, da z njim lahko premagaš tudi po, ne vem, 700, 800, 900 km enkrat, da ne rabiš iti ven, tako da to je kar pa lahko zbiraš tudi v bistvu različne tipe masaž, oziroma kjer del ti bolj zmasira, koliko cajta traja, tako da v bistvu neka taka malenkost, v narekovajih, ki niti ni malenkost, ne. In jaz priznam, da tega Passata sicer nisem prav dosti prevozil na kakšnih službenih poteh, sem pa prevozil ta prejšnjo generacijo in se mi zdi, že prejšnja se mi je zdela brutalna, res je bila vrhunska, nizka poraba, udobje, pač vse, kar ti rabiš na nekih dolgih poteh, imaš v temu avtu, ne. In jaz mislim, da ko mi čakam, no, da čim prej dobim še tega za kakšna daljša fura. Tudi armaturna plošča je zelo minimalistična, seveda imamo tukaj dva glavna zaslona, en za voznikov del, ta drug pa infotainment za vse ostale in tukaj ni kakšnih fizičnih tipk, vse bližnjice najdete potem na zaslonu, seveda brezžičen CarPlay in pa Android Auto. Ročica menjalnika se je zdaj pomaknila iz sredine tukaj na ta del zadaj za volanom in je v bistvu zdaj pošilja samo še elektronske signale, tako da je bolj kot ne samo izbirnik. Na tej levi ročki pa potem upravljate vse ostalo, seveda luči, pa brisalce, pa take stvari. Mi je pa zelo všeč, da so ohranili fizične tipke na volanu, da ni kakšnih touch komand, ker vemo, da med manevriranjem včasih pa tudi kaj po nesreč pritisnete, tako da tale izbira mi je super. Tukaj na sredini smo pa zdaj dobili malo več prostora za odlaganje, se pravi 2 cup holderja, pa tudi tale del tukaj za polnjenje telefona pa USB priklopi. Ampak najlepše od vsega mi je pa to, da se zadeva lepo pokrije s tema 2 rolojema in se praktično nič ne vidi. Potem imamo tukaj tudi tale dvodelni naslon za roko, ki se odpre in noter je tudi seveda ogromno odlagališče. Potem ga pa samo tako lepo nazaj zaprete, en del in drug del in je to. Sedeži so iz 2 delov, se pravi na sredini alkantara, pri strani usnje. Šivi niso v kontrastni barvi, so pa tile dodatki ob strani, tako da jih lih malo poudarijo. Imajo pa tudi po sredini lepe prešite vzorce, tako da meni je ta notranjost čudovita. Pa seveda tudi svetla streha, kar doda k sami prostornosti avta. Zdaj pa cajde se rima še lih malo zapeljati in jaz moram priznati, da se mi je res prikupil tale Passat. Že prej sem užival z njemu, ko sem se vozil in tudi zdaj, pa zna se, da je res čist drugače pa žire luknje, vožnja res taka udobna, ohlajena, recimo tudi zvok motorja se ful slabo sliši oziroma res fajn zadušeno, tako da nimaš občutka, da se pilješ kakšnim traktorjem. In če smo zdaj že v bistvu pri pokrovu motorja, spodaj se skriva 2-litrski dizelski motor z DSG menjalnikom, 150 konjev, se pa neka čist taka običajna in tudi najbolj pogosta izbira številnih voznikov. Dodatna prednost tega motorja, da ima toliko nizke porabe, nizke emisije oziroma zasluhe, zato si pripiše tudi podjetje Hydria, ki izdeluje ogrevalne svečke za hladen zagon dizelskega motorja, s tem pripomorejo za boljše in hitrejše delovanje motorja,
pa še nižje emisije. Tako da tukaj je taka win-win situacija. Kot zanimivost je pa tole, da v bistvu delujejo tudi pri pohojih pri minus 30 stopinjah Celzija. Takrat avto ne bo zakašljal, ampak bo preprosto sem užgal. Passat s takim motorjem se lahko pohvali zelo nizko porabo, to je 5 litrov na 100 km. Se mi zdi čisto taka realna številka. Recimo pri prejšnjih generaciji sem imel tudi jaz nekaj taha na službeni pot, tako da klukca. Za tiste, ki pa radi lih malo tekmujete s ta poraba, oziroma recimo en izmed teh je tudi Andraž, pa vem, da lahko še za kakšen deci zmanjšate, tako da tukaj so še možnosti za izboljšave. Zdaj pa tudi kakšni, ki ne zmorejo spraviti pod 5 litrov ali pa 5 litrov ali pa govorijo, da ima 7 litrov, to je pa lih malo nerealna cifra, no. Ne vem, odvisno od voznika. Ena stvar, ki me je ful presenetila na konfiguratorju, je tudi tale, da imaš možnost, se pravi, že standardno izbira dinamično nastavljivega podvozja, se pravi DCC Pro. Pa imaš pa še dve opcije. Eno je športno podvozje, ki ti v bistvu zniža avto za 15 mm, pa ima bolj tako robustno, še ima bolj športno občutek na cest. Druga opcija je pa še neka dodatna zaščita podvozja, ki ti pa v bistvu poviša odmik tal, pa še tale menjalnik oziroma spodaj pod menjalnikom je še neka dodatna zaščita. Pač fulejnih opcij imate, ki pač lahko prilagodite avto svojim potrebam. Tale Passat z Elegance paketom opreme ima že tak ful opreme, ki vključuje ta paket. Recimo, presenetilo me je tudi tole, da nima sem zadaj Isofix priključkov za otroški sedež, ampak ima tudi na sovoznikovem sedežu. Pol, če gremo v bistvu bolj na te asistenčne oziroma varnostne sisteme, se pravi uravnavanje razdalje, nadzor mrtvega kota, kot zanimivost 360-stopinjska kamera za nadzor celega vozila, se pravi v ogledalih, v sprednji mask pa zadaj ima še kamerce, tako da res težko že kaj spalite. Pol ima v bistvu tudi tale inteligentni pomočnik za vožnjo, se pravi, da ti v bistvu bere omejitve, ti uravnava hitrost glede na omejitve, opozorilnik za prekoračitev hitrosti, se pravi za vožnjo tudi po sredini voznega pasu, za preprečevanje. V bistvu, če zgrešiš oziroma če greš z volanom, če zaviješ čez črto, ti v bistvu popravi, tako da tukaj ni, da ni. Kot opcija lahko dodaš tudi še boljše ozvočenje, se pravi od Harman Kardona. Jaz verjamem, da bi daš to sigurno z roke, pač mahnem na take zadeve. Se mi zdi, da res tukaj boste nekaj najdli za svoj okus in boste avto res lahko čist prilagodili svojim željam. Gre za avto, ki se znajde čisto v vsaki situaciji. Lahko ga zberete kot popoln družinski sopotnik ali pa službeni avto. Zakaj? Zaradi tega, ker je res primeren za premagovanje dolgih razdalj. Ker recimo meni je pomembno, da ko priješ tudi na neka destinacija, da te ne boli rit, se pravi, da si spočit in da imaš v bistvu nizke stroške poti, se pravi poraba, tankanje in tudi sami vzdrževalni stroški avta so pri tem avtu čisto običajni. Jaz sem še par let nazaj govoril, oziroma se mogoče imam še zdaj tako mnenje, ampak nekako nisem imel rad Passata zaradi tega, ker jih je bilo ful veliko. Vsi so imeli Passata, na šihtu so imeli Passata in pač vodival si ga vsak dan, ampak jaz moram priznati, da je ta avto res ena taka smiselna in pametna izbira. Pa še ena stvar je, čisti v tvoji barvni kombinaciji. Ja, priznam, tale bi direkt pasal v mojo garažo namesto Octavije naprej, ampak imam eno teorijo, zakaj je mogoče zdaj malo drugače, kaj je bilo včasih, ne? Sam veš, da zdaj so v bistvu taki avti že skoraj redkost. Ja. Dizel, karavan, vsi kupujejo samo še križance, pa električne zadeve nam lih da ne že malo vsiljujejo. In jaz moram reči, da včasih me kar malo zagrab takole, ker pomislim, da mogoče kmalu tega med nami ne bo več, a ne. Pa sej, vsi vemo, a ne, tisti prvi dizli so bili res za okolje nekaj res slabega, ne, ampak sej takrat je marsikaj bilo slabo za okolje, ampak danes se mi zdi, da z vsemi regulacijami, z vsemi dodatki, z vsem razvojem smo prišli na neko točko, ko tudi tak dizel ni več tako slab za okolje, kot bi marsikdo rekel. A ne? Je nekaj v bistvu tehnologija gre naprej, v bistvu s tehnologijo mi izboljšujemo emisije, nižamo porabo, da je pač za okolje bolj primeren. Ja, vemo pa, da pač tu ni neka idealna rešitev, ne? Ampak tudi jaz sicer čarobne krogle nimam, da bi znal napovedati prihodnost, ampak jaz upam in mislim, da lih tako hitro se od dizlov še ne bomo pa slavili. Ne, če pa se bomo, se pa znajo vrniti čez nekaj časa, zato ker jaz iz svojih izkušenj govorim, zame trenutno to
še vedno predstavlja največji smisel, najbolj optimalno prevozno sredstvo v mojem življenju, zato ker dnevno včasih naredim tudi po več kot 400 km brez možnosti, da bi pač nekje polno, zato ker tiste vmesne postojanke niso kraji, kjer bi bile polnilnice nasajene, Ja, ali pa tam, nimaš kjer pač cajta. delam, a ne, no sej tako, ne. In da bom pa jaz zdaj prilagajal svoj delavnik in ga daljšal še na račun tega, da se moram nekje ustaviti za polnjenje, nismo lih tam, no. Tako da, ja, o takem Passatu bi se dal razmišljati še en čas. Ob tem bi se zahvalila podjetju Hydria, da sva lahko stestirala tega novega Passata. Nisva ga po makadamu vozila, obljubim. Sem parkirala sva, ha. In res je super avto, nizka poraba in mi je jasno, pač zakaj to izbira velikih podjetij, no. To je prav definicija avtocestnega požiralca kilometrov. Ja. Res, ampak Dobesedno. udobenega, dovršenega, že malo na meji luksuznega, bom rekel. Zdaj, če se najde še kakšen, da ima podobno mnenje kot mi dva, daj napište v komentarju, kaj nas zanima, koliko se še takih, da ste navdušeni nad karavani, nad dizli in nad tem, da lahko z nizko porabo premahujete res veliko kilometrov. Mi pa se vidimo v naslednjem vlogu.